Slovenski ljudski stranki smo ponosni na naš klub županov, ki združuje preko 40 tistih, ki so bili direktno izvoljeni na naših listah in še čez 30 tistih, ki so bili skupni kandidati, in zagotovo se je delo županov, občinskih uprav, svetnikov zahvaliti, da je Slovenija danes takšna, kot je, in da je to, vedno lahko rečemo, tisti svetlo del delovanja države, in zato smo resnično zgroženi nad ukrepi, ki se kar en za drugim vrstijo in prihajajo iz te vlade. Mi ocenjujemo, da gre dejansko za nek vladni pohod za uničenje podeželja in slovenskih mest, in da je temu treba enostavno se zoperstaviti, in najmanj, kar je predsednica vlade dolžna, je, da sprejme slovenske župane in z vsemi slovenskimi župani spregovori, da poiščemo, kako naprej, in ne delamo tega, da netimo vedno neke nove konflikte v tej družbi, ampak se osredotočimo v to, kaj je treba narediti v tej situaciji, da bo bolje vsem nam in da se tudi ne ustvarja nepotrebni konflikt med podeželjem in pa urbanimi središči. Zakon o nepremičninah je bil že tu izpostavljen, resnično gre za nečloveški zakon, ki obremenjuje tiste, ki so skozi leta delali, ustvarili neke prihranke, tudi neko premoženje, in sedaj mnogi med njimi tudi jeseni svojega življenja ne dobijo od tega drugega kot eno zaušnico za svoje varčno življenje in pa ustvarjanje nekega premoženja zase, predvsem pa za njihove zanamce, in mislimo, da so predvsem pritiski izvršeni na tiste, ki ustvarjajo novo delovno mesto, novo delo, bodi so zaposleni v podjetjih, v obrti, kmetje, delavci, in da enostavno je usmeritev vlade na tem področju napačna. Cela zadeva se nadgrajuje, kot je bilo že rečeno, v zakonu o financiranju občin, ki je tudi dan v razpravo, iza tega pa v implementacijo zakona o izvrševanju proračuna za leto 2014 in 2015, s katerim se določena sredstva direktno jemljajo občinam, ki so doslej bila bolje financirana, zato ker vzdržujejo veliko kilometrov cest, ker imajo razseljene otroke po različnih hribih in je treba te otroke pripeljati v šolo, in je prejšnja formula enostavno to upoštevala, po novem pa ni več tega merila za to, da je tisti, ki so redkeje poseljeni, ki imajo težje pogoje za delo, več upoštevano, in je ključen podatek samo število ljudi. Tako da jaz mislim, da popolnoma podpiram proaktivnosti kluba županov. Resnično pozivam predsednico vlade, da ne bodo šli samo po tej poti, kot imam občutek, da so doslej, da so si izbrali svoje zaveznike v javnem sektorju, sociali, med upokojenci, spravili kritično maso skozi, na drug način pa mislim, da razgrajujejo Slovenijo kot državo, kot tista, v kateri bomo prihodnje lahko bolje živeli. Te točke, ki nas resnično tare, smo danes obravnavali tudi dve zelo pomembni zadevi. Eno je vlogo socialnega podjetništva, tudi imamo v Selnici zelo lepe primere, v Knofu. Gospod Peter Svetina je predstavil še dve izkušnje iz Pivke, iz Slovenskih Konjic, in tudi temu bo potrebno v prihodnosti posvetiti veliko pozornosti in ustvariti tudi nova delovna mesta za ranljive skupine. Z nami je pa tudi gospod Venčeslav Žvipej, direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada iz Ribnice, ki pa tudi predstavlja priložnosti za slovenske občine, za slovensko mesta, za podeželje, da se čim bolj razvijajo. Tako da kljub vedno naredimo tako, da imamo kakšno vsebinsko temo, s katero želimo nadgraditi in izboljšati delo tistih, ki že po mojem prepričanju so danes eden izmed svetlejših elementov javnega sektorja, so v lokalnih skupnostih, hkrati pa želimo javno opozoriti na to, kaj se tudi dela prav, pa predvsem to, kaj se dela narobe, ker v zadnjem času je žal po našem prepričanju več tega slednjega.